Ta telefon ima en kup podrobnosti, ki ti bojo izboljšali uporabo telefona. Novi Honor 600 Pro to zelo dobro pokaže svojo mamutsko baterijo in očem zelo prijaznim zaslonom. Baterija v tem telefonu je velika 6400 mAh, je silicijev-ogljična in je prva stvar, ki naredi ta telefon boljši del od uveljavljenih konkurentov na zahodnem trgu. Komot zdrži tudi več kot en dan, tudi v večji obremenitvi, hkrati pa ni to velika, da bi razširila telefon, da bi bil neudoben za rokovanje. Kar naredi baterijo še boljšo napram tekmecem na zahodu, je to, da omogoča hitrejše žično in brezžično polnjenje, kar mu zelo prav pride, recimo, če se mudi na kakšno žurko po snemanju videa. Tretja stvar, ki jo lahko izpostava kot boljšo od standarda, je to, da ima zaslon, ki bolj poskrbi za udobje oči, ko scrollate po njem. Ta zaslon ima 3840 Hz PWM zatemenjevanje, ki te poleg drugih funkcij za udobje oči lahko na dolgi rok obvaruje glavovolo. Honor 600 Pro ima sicer lanskoleten čip, ki pa zmore vse, kar mu vržeš zadelati. Poleg tega ima dober uporabniški vmesnik in pa super kamere. Slike in videi na teh kamerah so nama zelo všeč za ta cenovni rang, tako da tukaj za neko normalno uporabo nimamo pripomb. Že kar klasično pa ima 600 Pro znotraj Honor AI veliko svojih AI funkcij, o katerih so v preteklosti že govorila in jih tudi pokazala. V vseh teh funkcijah so še manjši napredki, ampak za izpostaviti je pa tale funkcija, ki lahko sliko spremeni v video in s katero se je ful zabaven igrati. Vse to v dizajnu, ki sicer deluje všečen, je pa malo podoben kakšnemu drugemu telefonu. In vse to za ceno, ki bo sigurno fair, bo to pa Honorju ne dvomva, ampak midva jo danes ob snemanju še nimava, ker telefon še ni bil uradno predstavljen v Sloveniji. Že kmalu pa na najin YouTube kanal pride bolj podroben video o tem telefonu z malo diskusijo o tem, kako kitajski konkurenti napadajo zahodni trg na pameten način. Video, ki ga ne smeš zamuditi.